Pozdravljeni, tokrat v videu o tem, kako pomagati ženski rešiti problem. Če verjamete ali ne, to je spet ena izmed bistvenih kompetenc ali pa sposobnosti moškega v odnosu z žensko. Namreč, tukaj so nekakšna vrata v žensko inštalacijo. Če moški zna odreagirati v trenutku, ko ima ženska problem in težavo in jo tudi skomunicira proti njemu, potem je v bistvu že opravil polovico svoje vloge v odnosu. Gre pa za to, da pač moški in ženske seveda, ker različno razmišljamo, tudi različno rešujemo probleme. Najboljše je do zdaj to zapisal in opredelil in definiral dr. John Gray. Njegovo knjigo zagotovo poznate oziroma ste zagotovo slišali že za njo Moški so z Marsa, ženske z Venere, oziroma pravi slovenski naslov je Moški so drugačni, ženske tudi. Preberite tudi to knjigo, ker je res zelo zanimiva. In bistvo te knjige je predvsem v tem, da moški in ženske drugače pristopamo k težavam in rešujemo neke probleme oziroma situacije oziroma življenjske zagate. No in če zdaj pogledamo, kako rešujejo probleme moški in kako ženske. Moški ponavadi, ko ima problem, se nekako zapre vase in želi ta problem v bistvu v nekem miru, v nekem svojem mehurčku razrešiti sam. To je bistveno. Medtem ko ženska, kadar ima problem, sploh če je ta problem velik, ga deli z ljudmi, govori o njem, govori in govori in govori in govori. Kar zveni včasih nekoliko, kako bi rekla, ne problematično, ampak malo zmede moškega, kadar je moški izpostavljen temu govorjenju, ker moški ponavadi se loti reševanja problemov takrat, ko ima neko rešitev oziroma pač tako dolgo razmišlja o njem brez govorjenja, dokler ne pride do neke rešitve. In zato ponavadi moški, ko mu ženska razlaga svoj problem, začne takoj predlagati rešitve. In tu je v bistvu največji kratki stik spet, kadar gre za te situacije. Namreč ženska takrat, ko govori o svojem problemu, ne želi neke rešitve, ampak želi preprosto, da je nekdo posluša. Ker podobno kot moški, ki pač v svoji, kot John Gray poimenuje to, v klini pride, ali pa v mehurčku, kot sem jaz rekla, pride do rešitve, tudi ženska v bistvu sama pride do rešitve. V bistvu ljudje na koncu itak moramo stvari rešiti sami. No, ampak da ženska pride do te rešitve, ki se ji zdi takrat primerna in dovolj varna, da bi jo izvedla, mora o problemu govoriti na najrazličnejše načine, z najrazličnejšimi ljudmi, dobivati različne aspekte in zato bo ponavadi ženska, ko ji bo moški takoj predlagal neko rešitev, ne bo rekla, ok, v redu, hvala, zdaj bom to naredila, ampak bo preprosto vprašala, misliš, zakaj pa bi to naredila? Kakšen vpliv pa misliš, da bo to? Čakaj malo, pa bo, v glavnem, začela bo razpredati naprej in takrat se zna zgoditi, da bo moški celo nekoliko ožaljen, češ sploh me ne jemlje resno. Ampak ni finta v tem. Finta je v tem, da ženska z eno rešitvijo ne bo še zadovoljna. Želela bo imeti vsaj 5-6 mnenj, če je veliki problem, ali pa vsaj 2 različna mnenja, če gre za manjše probleme, da bo lahko potem primerjala in potem nekako intuitivno začutila tisto rešitev, ki je prav. Tako da moški. V praktičnem smislu to pomeni, ko bo ženska začela govoriti o eni in ta isti stvari, bo to pomenilo, da ima s tem nekakšen problem, nekakšen konflikt. In takrat v bistvu ne potrebuje vaše rešitve, razen če bo specifično rekla, kaj bi pa ti naredil v tem primeru, pa še takrat pričakujte, da bo to pač samo pridobivanje enega mnenja. V tem primeru je pomembno, da v bistvu žensko vprašate, kako se pa počutiš ti ob tem. Si žalostna, si jezna, se pravi, osredotočiti se je treba na njena čustva. Tako da moški, v praktičnem smislu to pomeni. Ko bo ženska o neki stvari govorila vedno znova in znova in znova, pomeni, da ima z njo en problem. In če se zdaj spomnite poglavja o inštalaciji, v zvezi s tem problemom njej v inštalaciji zdaj šviga milijon in ena ideja, skrb, zagata, scenarij, pomislek. V glavnem ogromno zmede je zdaj glede tega, ker je pač v njej en konflikt. In zdaj ona ne potrebuje nekoga, ki bo rekel, veš kaj jaz mislim, da ti moraš to pa to narediti. Ne. Zdaj ona potrebuje nekoga, ki bo v bistvu sprejemal vse te informacije iz njene inštalacije. Kar zna biti kar malce naporno, ampak tukaj je pa zdaj tisti vložek iz ljubezni. Moški. No, in ko bo ženska torej govorila o problemu, jo dajte raje poslušati.
pa ne slediti toliko dejstvom, seveda tudi, da ne bo izgledalo, da ne veste, o čem se je govorilo, ampak ne se toliko sredotočiti na dejstva, kaj vam je ona povedala, kje točno ima problem kot stvarno gledano, ampak se osredotočite na to, kako se ona ob tem počuti. Kaj so njeni čustveni problemi v bistvu in njeni čustveni konflikti z situacijo, ki vam jo opisuje. In takrat, ko boste zaznali pač neko žalost, verjetno razočaranje, zmedo, kakorkoli negativno presenečenje, se skušajte v to vživeti. Skušajte pomisliti, kako je vam takrat, ko ste žalostni ali pa ko vas je nekdo pač razjezil zaradi nečesa ali pa v glavnem, ko ste vi čutili neko frustracijo. Probajte se v to frustracijo vživeti, da boste vklopili pri sebi senzor za sočutje. Ko boste imeli vklopljen senzor za sočutje, medtem ko bo ona razlagala svoj problem, ko bo povedala do konca, pa jo v bistvu vprašajte, kako se počuti. Pravi, če bo očitno, da je žalostna, seveda ne sprašujete, kaj si žalostna, se počuti žalostno, ampak jo raje vprašajte, je res tako hudo? Vprašajte jo, če je res tako hudo, s tem boste v bistvu ji pomagali zanalizirati, ali morda dela preveliko dramo iz tega zdaj, ali pa je res tako hudo. In če je res tako hudo, boste vedeli, kaj storiti, potolažiti jo, in če ni tako hudo, boste jo samo spodbudili. V vsakem primeru pa je tretji korak, se pravi, prvi korak smo rekli, skušajte sočutiti, skušajte doživeti, pač kako se ona počuti in kako se vi počutite v takih situacijah. Na to jo vprašajte, kako zelo močna je ta situacija za njo, se pravi, kako močno čuti ta negativna čustva. In na to tretji korak je pa, da dejansko jo potolažite in spodbudite in da jo spomnite, kako sposobna ženska je, kako v bistvu zna biti močna, odločna in kako zna rešiti probleme, ko jih pač ima. Ker ženska, ko je v bistvu pod vplivom inštalacije v tem negativnem smislu, se pravi, ko ima nek problem, pozabi malo na to, kako močna, sposobna ženska je, ki je že 1000 problemov rešila, včasih jih rešuje kar nekaj sproti, ampak včasih pa tudi pride do neke blokade in takrat se ženska počuti v stiski in sama ne more v bistvu ven, ne vidi tiste jasne slike, kaj narediti in takrat deli stvari z ljudmi, ponavadi z svojim moškim, če ga ima najprej. In že tu na tej stopnji lahko vi pomagate s tem, da jo spodbudite, da ji poveste, kako odlična je bila do zdaj v reševanju problemov in kako bo zdaj tudi naprej, da verjamete v njo. To pa je tudi vse, v bistvu, kar morate vedeti o tem, kako pomagati ženski rešiti problem. Ni enostavno, čeprav zveni, vendar verjamem, da če imate svojo žensko radi, da se boste potrudili sedaj nekoliko drugače pristopiti, ker to bo v bistvu tudi vam pomagalo prihodnje, da se ne boste zapletali v nepotrebne občutke, da ne znate pomagati svoji ženski ali pa nasplošno v prepire, ker marsikdaj se tudi prepiri iz tega čisto nepotrebnem zgodijo. Tako da, če še enkrat povem, se pravi, žensko poslušati. Ženske potrebujemo samo, da nas poslušate, ampak da ne poslušate toliko, v čem je problem, čeprav tudi zajamite to sliko, ampak bolj, da se osredotočite, kakšen je čustven problem v tej situaciji, se pravi, kaj nas je prizadelo, kaj nas je zmedlo, kaj nas dela neodločne, da ne znamo najti rešitve. Vem, problemi žensk so raznorazni in včasih obstajajo nekateri, pri katerih nam moški ne znate pomagati oziroma se težko vživite in sočutite z nami. Vendar to ni razlog, da nas ne bi poslušali. Ženske resnično potrebujemo poslušalce, zato ker naša inštalacija ves čas deluje in nas tudi skozi to utruja. In še posebej, ko gre za velike življenjske probleme, nas inštalacija zelo, zelo bremeni in utruja. In podobno kot moramo mi ženske razumeti, da rabite moški v takšnih situacijah, ko imate velike probleme, mir, se pravi, da vam pustimo, da se omaknete in vsem skupaj razmišljate, tako rabimo ženske nekoga, ki nas bo poslušal in da na tak način v bistvu potem pridemo do rešitve. Tako,
Toliko v tem videu. V moji knjigi Pot do nje si lahko preberete še več o tem, kako pomagati ženski rešiti problem in tudi si preberete, kako to izgleda v praksi. Pravzaprav cela knjiga v bistvu vsebuje praktične primere iz vsakdanjega življenja, tako da še lažje razumete to, o čemer govorim v videih ali pišem v knjigi. V naslednjem videu pa že o tem, kako lahko nekatere ženske pač skozi čas spremenijo svoj pogled, svoj odnos do moškega, nekatere zbledijo, nekatere postanejo tiranke. Vem, da nekateri zelo dobro veste, o čem govorim, vabim pa v bistvu vse k ogledu naslednjega videa o tirankah in bledičkah.